Dobar dan. Zdaj pa čakamo, da se kaj gledalci naberejo. Kaj bo tok, ne? Ja, lej, zdaj levo videla. Smo se odločili, da tukaj v bazi MTBC, nekje na obrobju Ljubljane, evo enega gledalca imamo. Povedal prvi gledalec, 5 gledalcev! Tukaj vidimo. Tukaj okrog pisarne hodijo skoraj vsak dan kakšni čudni ljudje, veliko kolesarjev, tako da smo rekli, da včasih prižgemo telefon in gremo live in kakšno rečemo, tako izgleda pisarna MTBC. Če bo prišel kakšen nov sodelavc, naslednji sodelavc MTBC dobi uporabo tega Maca letnik 86, deluje, ampak ne bom zdaj prižgal, ker toliko ropota ventilator, da se ne bomo več slišali. Pa razne dekoracije bomo malo spreminjali pa to, drugače pa... Pri temu Macu je obvezna uporaba diskete. Ja, ena tako. Da, če imaš karkoli za narediti, za prinesti sabo, ko seveda delaš v pisarni mtb.si, potem disketa je obvezen. Tokrat v scenografiji, poleg Maca, ena retro slika enega legendarnega črnega dirkača steze, z dirkališča, še en retro Mac, dve moji lastni retro čeladi. Tele lahko verjetno posebno zgodbo kdaj naredimo. A se vidite, gledalci? In pa 3 izbrane knjige sem dal v scenografijo od Briana Lopesa, Mastering Mountain Bike Skills, od Gorazda, Gorski kolesar, pa od Marka Paternuja, Strme kolesnice. Tako da veste, kaj je danes v scenografiji. Mat se je v glasu. Sicer zaradi druge stvari, ne? Ja, pa mislim, to je tema. Mat se je prišel zaradi smučanja. Delimo si prostore z Outdoor Stationom, ki tu oddaja veliko stvari za, evo še malo glasov, oddaja veliko stvari za zimske športe trenutno, turne smuči, krple, tako da pojdite pogledati na outdoorstation.si, kaj se da rezervirati, malo bom obrnil, kaj gliho okno noter seka, ali pa če žaluzijo obrnem. V glavnem, Mac je prišel po pse, a ne? Ja, ne, po žive pse, tiste, ki jih je treba futrati, ampak tiste, ki se jih da na smuči zahodati na Ukreber, ko greš na turno smučarijo. Zdaj, ne vem, debatirala smo o tem, da tisti, ki kolesarijo non-stop, ne, ki kolesarijo tudi, ki zapade pol metra snega, da imajo pomanjkanje domišljije, ampak malo je nepošteno to tako reči, ker konc koncev mogoče imamo mi zdaj pomanjkanje domišljije, ker bomo šli ta vikend na turno, glede na to, da so se bojo temperature dvigali na 25 stopinj, imamo, da ne. Ne, ampak jaz pravim prav to, mislim, delno se strinjam z Macom, včeraj sem se pač vozil s kolesom in za vikend sem se vozil s kolesom, jasno, z grevlom, na podarim, ne z gorskim kolesom. Odlično, eno GoPro roko imamo tako, da štelamo tole. Kaj sem hotel reči? Ampak ja, jaz pravim, da je treba se po zim česa drugega lotiti, ne zato, ker ni lušten kolesar, ampak zato, da nam zraste želja po kolesu. Pa tudi mogoče, da se stezice odpočijejo. Da se stezice odpočijejo. Od našega početja, ne? Zdaj je bil en angleški video o unikarijejo, si videl, kaj so Sketchy Sunday? Ne, nisem gledal. Tako so razrili trail, ker so se vozili po totalnem dreku, tako da paste na svoje potke, ne? Brez veze jih je rihtati pa pazati, če se potem po mokrem furate, če je tak teren, seveda. Ja, da se poznam. Včeraj sva ravno, ko sva hodila z boljšo polovico malo na sprehod, da mi jih to razlagam, ne, da pač da svojim početjem takrat, ko je mokro, ne, naredimo več škode, kakor koristi. Ne. Ja. Tako da ne samo to, da se stezice odpočijo od našega početja, ampak mogoče tudi lastniki teh stezic, ne, da nas ne vidijo 2-3 mesece, pa so pa bolj veseli. Bike Bro je komentiral, specialkar, ne specialkar, gravel, loga usranga tam iz skladišča pripeljen, ga ste videli. Po singlih se vozi s temi bike in potem, jasno, če se voziš čez zimo z gravelom po singlih, pol, ki priješ na ta pravi mountain bike, gre po luftu, ne?
Pa ja, to je pa najbolj res, čeprav jaz nisem nek specialkar navdušen. Že ta drop bar mi neki... Drop bar, ki se navadaš, jaz ljudje mogoče ne poznajo zgodbe, jaz sem si pred enimi 12 leti kupil specialko, ki jo imam še danes, ker pač ni toliko blazno veliko uporabljena, ima toliko kilometrov, ki je nekdo v eni sezoni naredi. Kupil sem jo zato, ker je scal 2 meseca in se mi ni ljubilo več po blatu furati in sem si kupil specialko. In dejansko, ko začneš, dobro, sem kot mulc, sem tudi vozil neki specialko, ampak ko si navajen balance konkretne in se pol peleš z unim drop barom po cesti in prečka tako 50 metrov pred tabo prš cesto in si prepričan, da se mu ne boš mogel izogniti, ker da nimaš kontrole, ampak se navadaš in na koncu se da tudi fino skakati, pa X-up, pa... Ja, pa sej, mi dva oba poznava ta legendarno fotko Johnnyja T. z drop barom? Ne, z drop barom na mountain bike, zelo smešne fotke. Lušten se fura. 24 gledalcev imava, lajki padajo, Saša Nemanič komentira, pozdravi Maca, pa vse te vid. Žijo! A lušnica, ajde z našimi tedemi. Saša Nemanič 7. profil. Ja, on jih je 6 na polnu že, teh ne vem koliko tisoč ljudi in zdaj ima 7. profil. Koga imava še? Nič kaj dosti. Povej, če kaj lepega, smučaš? Dobre, jaz seveda smučam, hvala Bogu. Malo na žico, veliko na noge? Ja, letos malo na žico, veliko na noge. Kaj s tem turnim smučanjem? Je to taka hipsterska... Ja, to je res zdaj bum. Ja, v Hoferju imajo ponudbo za turno smučanje, to je nekaj narobe. Če bi Šaleharja citiral, pa prenesel to iz njegovega šalenja okoli mountain bikerja, da so zdaj v mountain bikeu zobari, pa advokati, pa tako naprej. Mislim, da se v smučariji podoben zdaj dogaja, predvsem v tako imenovani backcountry smučariji zdaj, je kar popularno. Je pa hvala Bogu, da je toliko enih odmaknenih koncev pri nas, da ne rabiš glih hoditi tja, kjer je populacija teh turnih smučarjev ogromna. Ne. Tako da imamo prostora je za vse dostno, tako da ni tako kot na biciklu ali pa tako kot na smučariji. Ja. Karbon tudi v turnem smučanju. Ja, imamo klele ene karbonske smučke, ki pa nesem pred televizijo. Absolutno, karbon je v turnem smučanju že nekaj časa, predvsem v freeridu ali pa rečemo temu backcountryju, zaradi tega, ker so hoteli doseči, da so tudi širše smučke torzijsko stabilne in pa da so seveda lažje, ker prej so bile težke, zdaj pa z uporabo teh novih materialov, pa uporabo teh novih tako imenovanih pin vezi, se dosti lažji in sprehajaš in potem tudi smučaš. Ker prej se vsi vemo, turne smučke so bile lahke, pa gor se je da zelo hitro prideti, pa si se manj utrudil, ampak smučarija na dol je bila bolj tako, pogojna zadeva. Zdaj pa seveda širše smuče, lažje, enkratno, da se marsikaj. Moj prijatelj Učo, če gleda, jaz sem imel eno ful lahko plastično lopato, v avto si me okrog vozil, če se kje zakopljem, ne. In mi jo je zaplenil, da jo ima za turno smučanje, zato ker je 50 gramov verjetno lažje od njegove aluminijaste. In zdaj imam jaz njegovo aluminijasto v avto zakopati se ven. To so važne stvari, ne? Kaj jaz vem, no. Jaz imam še zmeri tudi pri biciklu mnenje, da pač dober, ne moraš imeti za nek enduro ali pa all mountain bicikla, ki je težek 16-18 kg, ne, ampak zdaj, če je pa to razlike pol kile pri 12-13 kilah ali pa 14, sem pa še zmeri mnenja, da se zjutraj po domač povedan malo bolj userjaš, pa gre lažje za tistih par gramov. Ko smo glih pri smučanju, eno sliko sem včeraj slučajno najdel, tisti, ki ste brali Verigo včeraj, iskal sem sliko Jureta Gantarja, najdel sem pa sliko tehle 3 modelov. Če kdo koga spozna, dobro, tega spoznate, ta skrajno, tega spoznate, zdaj tisti, kdo je pa na sredi, je pa nagradno vprašanje. Če kdo tega le spozna, dokler sva live, kaj mu damo za nagrado? Jaz mu dam majico MTB Galaxy in to tako za rajdati. MTB Galaxy, dres za furanje, tehnična majčka,
če kdo pove, kdo je tale model na sliki, ne vam bo za orientacijo, to je slika leta 96 ali 97, ko je bil model star 14 let. Ampak smučari prostega sloga ga morate poznati. Kje je kamera? Klele. Smučari prostega sloga ga morate poznati. Ni Slovenc, vam še pomagam. 40 ljudi imamo live, 42. Kdo pozna tega le modela? Za dres, MTB Galaxy. A to unga z ta malo zadrgico? Ne, brez zadrgice. Brez noga, iz pečice. Čist nov dres. Iz pečice. Matevž Maček. Ne, ni Slovenc. Ni Matevž Maček. Železinki so v Sloveniji. Še enkrat. A jim povemo, od kje je? Kaj pa, če jim rajš rečemo, da... Da freestyle smučari ste sigurno gledali v zadnjem letu 2 ali 3 njegove videe, ker je učtekan. Če že skačeš specialko... Ja, kakšen črt? Kakšen črt? Da je to črt. A mislim, da je črtov v Sloveniji kar nekaj. Črt Maček. Bi saj rabili priimek tega črta. Ne, mene se ne slika na specialki. Jaz sam vozim. Drugače pa super skok, če greste mem Trbiža, pa je pod spod pri gondoli za višarje, gre kolesarska steza čez takle hribček, ki je števc koles in tam se da tam je specialka lahko. Ja, tam je skoke za specialke. Zanimiv. Kar dobro. Tam ga lahko še fajn navrti po vsej verjetnosti. O ja. Mi smo mogli imeti musko tle v zadnji stari. Ne, pa si ne pogovor dobro slišal. Res ne? Ja. Kaj pa če dal na potih? Misliš, da bi šlo? Manj temne lahko, samo ne. Dajte no. Nič ne bo s tem, lej. 41 vas je, pa kdo, ben ne ve, a jim še pomagamo s kakšnim namigom? To je bugi, no, to je bugi. Kaj bi bil lahko namig? Ja, iz kjere države je? Ja, pa rečemo, da je... Da ni iz Avstrije. Iz države Šampanca. A bo to kaj pomagalo? Države Šampanca, smrdečega sira, ne pira in pa ljudi, ki kadijo kot Turki. Francoz, ja! Vrho ga pa poznal. Vrh. Dej. Če ga pa vrho ne spoznala, je to pa konc. Kdo je to? Leta 97. Štajerc. Nima prav, da mora biti... Bravo, Kravos! Bravo, Kravos. Jemlje v glas se, ja, Žana je zamudila. Žana, lej, sorry. Zgodba je, Kandid je bil z Mikom Midaljem in še raznimi francoskimi smučarskimi, ja, zdaj vsi vedo, ja, raznimi francoskimi smučarskimi klošarji z avtobusom na Zelenici. En event smo imeli, pa en kup žurov. In Kandid je tukaj povezan. Še en slikom, čakaj. Un avtobus je bil tak res, kako to tam opeva. In sem mu padla neka vrata na roko in mu je skoraj prst odbil in je naslednji dan letel v Francijo na operacijo. Kandid to ve, pa Mik Midali z Unionom leta 97 na Zelenici. Foto Barb, hvala Barb, imam tvoj arhiv. Majster si je prst skoraj odsekal, binglav mu je mal, pa so ga povezali v Tržič so ga zavezali, mogoče bo celo na Jesenicah, no, ampak je šel dam zašit. V Tržič zašit. Kaj si na linku video od Kandida? Namo zdaj gledali. Majster si je prst odsekal. Jernej piš Macu tako. Na MTB Galaxy ali pa njemu osebno. In takoj, ker nam tudi naši majstri, ki nam izdelujejo majice, to končajo, kar mislim, da bo v roku enega tedna, si več kot dobrodošel v našo pisarno na Tomačevo, ali? Da prevzameš to majico. Super, boš lahko
zbiral barve, številke in tako dalje. Aj, Kofes dubu, šepir ali ne, zraven pa dam, zraven pa devat, je rekel. Hvala lepa, Šoker. Adijo. Se oglasimo še, kakšen drug zanimivc pride okrog. Ne? Lahko tudi vi prijete, če nas najdete. Tako. Hvala. Čao, stay black.